nami Jure Pirc, predsednik Bitcoin društva Slovenije. Jure, lepo pozdravljen. Živa. Preden takole zares začneva, bi te prosila, če se vsem gledalcem na kratko predstaviš. Kot si že rekla, Jure Pirc, aktualni predsednik Bitcoin društva Slovenije, drugače sem v poklicu informatik, že 20 let se ukvarjam z informacijskimi tehnologijami in me nekako tudi ta kriptosvet je v bistvu tudi neke vrste IT panoga in nekako sem pristal tukaj, kjer to danes. Odlično. Kdaj si prvič slišal za besedo kriptovaluta? Kako te je pravzaprav sploh odneslo v ta svet in kakšna je tvoja izkušnja do sedaj s tem svetom? Prav za besedo kriptovaluta oziroma blockchain sem nekako slišal tam nekje proti koncu 2013. Mogoče sem se pa nekako, interakcije so se začele pa nekako v letu 2014 nekje na polovici. Ok, odlično. Da nekako razčistiva že na samem začetku. Kriptovaluta, virtualna valuta, digitalni denar, elektronski denarni sistem, a so to vse sopomenke? Nekako. Oziroma, katere še obstajajo? No, tako. Mislim, da si kar pokrila vse izraze, ki se jih nekako uporablja, sicer eden od njih mi je zelo nevšečen. Virtualna valuta, virtualni denar ni, ne. Ker je dejansko to digitalno, imam nekako najrajše. Okay. V 90-ih letih je bilo sicer veliko poskusov ustvarjanja digitalnega denarja. Zakaj so bili vsi neuspešni? Zdaj, za en primer lahko da BitGold, če se ne motim, je bil eden prvih resnejših poskusov, ampak je to dejansko bilo vse centralizirano vodeno, tudi zdaj ta človek, ki je naredil to, se je vedel, kdo je in je bil v bistvu neka vrsta ena točka napada. In ker je bila ena točka, kjer si jo lahko uničil, je do tega tam pač fazi pa prišlo. Tako. Ok, Jure, zdaj pa mogoče najbolj pomembno vprašanje tega intervjuja. Kako bi svojim otrokom, oziroma kako jim na najlažji možen način razložiš, kaj so kriptovalute? Se v bistvu niti trudim v pravici povedan. Otroci v končni fazi so tudi del vsakodnevnega življenja in nekako spremljajo tudi televizije, jaz govorim veliko o teh stvareh. Tako da nekako se učijo zraven, bi rekel. Se niti ne trudim jim razlagati. Koliko sta stara? 11 pa 5. Tako da, ja, ta mali 5 let sta star, ta je tudi tako malo tehnično talentiran. Tako da se mi zdi, da je že kar nekako se mi zdi, da otroci drugače vidijo to, kot mi dinozauri. Oni so nekako tako rojeni za prihodnost. Se strinjam. In tudi to, kar imamo danes, je neka tema prihodnosti. Se strinjam. Če se ne motim, nekaj sem slišala, imaš hčerko Lano. Drži. Drži tudi to, da ima svojo kriptovaluto oziroma da se bo izdala Lanacoin? Ja, Lanacoin obstaja že krepko čez leto pa pol. Niti ne izpostavljam tega zdaj v tok, ker v bistvu to ni njena valuta. Kaj je pri Lanacoinu se zgodilo? Da je dejansko to med prvimi personaliziranimi kriptovalutami na svetu. In je dejansko valuta je začela, oziroma ta Genesis blok v tehničnem pomenu, je začel obratovati takrat, ko je imela ona rojstni dan. In to je bilo v bistvu neke vrste unikatno darilo takrat, ko se danes živi samo in se tudi razvija v to smer v končni fazi. Ni moja, niti njena valuta, je globalna, javna, lahko sodeluješ tudi ti v končni fazi nekega dne. Ok, se pravi, če se jaz odločam, imam tudi jaz lahko Tinacoin, če prav razumem. Odlično. Nekaj bi dodal. V bistvu se boš morala verjetno danes odločiti, ali bi imela svojo kriptovaluto, pa svoj blockchain, svojo verigo blokov, ali bi imela kriptožeton, ali bi imela Tina token. Aha, ok, to mislim, da bomo v enih nadaljnih vprašanjih, to moramo tudi razčistiti. Ampak preden nadaljujeva, se pravi, kriptovalute, tako, definicija v 2 stavkih. V 2 stavkih, bom probal v enem. Tako da bomo vsi preprosto razumeli, tako kot če bo mene babi vprašala, Tina, kaj so kriptovalute, da je lahko na preprost način odgovorim. Ok, pa rečeš, babi, to je internet sefov. Tiskamo ključ od sefa, ga odklene in prepošlje vsebino v drug sef. In to je to, internet sefov z enim stavkom. Če primerjava bančni sistem pa bankovce, se pravi nekakšen kos papirja, za katerega se vsi strinjamo, da nekaj pomeni, da je nekaj vreden, in pa kriptovalute, v čem je glavna razlika? Včasih, ko so imele fiat valute, oziroma dolar, evro, oziroma recimo dolar, ki je prva fiat valuta, so imele krite v zlatu. Tega krite več dolg časa ni. To pomeni, da od tiste točke naprej je v bistvu vse osnovano na zaupanju. Se pravi, če si midva izmenjava dolar za storitev ali dolar za dobrino, imava oba zaupanje v to, da ima neko vrednost, ki jo boš lahko prenesla oziroma uporabila pri nakupu nečesa drugega v nadaljevanju.
Pri kriptovalutah je pa v končni fazi vse osnovano na zaupanju. Samo da v tem primeru ne rabimo zaupati en drugemu. Vedeti moramo, da kriptovalute so, kot smo prej rekel, prenos vrednosti iz ene točke na A na B. Lahko zanesljivo rečemo, da v prenosu te vrednosti se bo ta zgodila. Ne rabiš zaupati nobenemu v ozadju, samo računalniškim matematičnim algoritmom moraš zaupati v končni fazi. Okay. Ali je denar, ki ga hranimo na banki, sploh fizično kje tam v bližini, ali je tudi to virtualno, če sklepamo potem, da ga je vedno kadar želimo na banki dvigniti večjo vsoto denarja, ga je treba naročiti. Tako da je tudi to neka virtualna... Drži. Praktično ves svetovni denar, fiat denar, je digitalen oziroma virtualen. Nekje 90% tega denarja je shranjen v bistvu neka vrste zapis na računalniških strežnikih bank, nekje 10% je pa dejansko celotne gotovine. In ta del, da je treba večje zneske napovedati pri banki, je verjetno vezan na to, da tudi oni nimajo neskončne količine papirnate oblike denarja ves čas v sefu. In zato je dobro, da se najaviš za tega, da poskrbijo, da tam je. Manjši zneske pa mislim, da kar držijo banke ves čas. Tako. Kako pa nastane kriptovaluta? Kriptovaluta? Sploh ne predstavljam. Ta nastanek je treba v različnih pogledih pomenjati. Eno je kreiranje programske kode, se pravi teh parametrov, kako bo kriptovaluta delovala, in programer, razvijalec nastavi pri kriptovalutah nek Unix čas, se reče. To je ta univerzalni računalniški čas. In to je v bistvu nek ta vodilni parameter, ko se ta omrežje začne premikati, na tisto točko v času začne omrežje delovati. In takrat se sproži ta veriga blokov, in takrat nastane prvi blok transakcij in potem po predefiniranih pravilih iz strani tega razvijalca tudi vsi ostali bloki nastajajo v prihodnosti. Okay. Se pravi, če hočem izdati ali narediti, kako se reče, kako je pravilen izraz za kriptovaluto? Za kriptovaluto v bistvu kreirati kriptovaluto. Kreirati. To je v bistvu tudi odvisno od tebe, kakšno kriptovaluto bi dejansko želela imeti. Bi imela nekaj kovančkov za sebe, ali bi odprto zagnala kriptovaluto, pa da ima vsake enakovredno možnost jih narudariti, kupiti, zaslužiti, karkoli že. Pri žetonih, kriptožetonih, ki so zdaj popularni, se pa dejansko določi že v štartu, koliko teh žetonov bo obstajalo in koliko jih boš ponudila ljudem, ali v obliki ikota, ali boš enostavno vse imela zase, pa jih razdelila poljubno, kot da bo nekdo želel v tebi kriptovaluto, oziroma kriptožeton. To so vse ogromno vprašanje, treba si razvijalec kriptovalut oziroma blockchaina ti bo postavil ogromno tehničnih, pa niti ne toliko tehničnih vprašanj, predno bo jasna slika, kakšno valuto v resnici želiš. Kaj pa cenovno, koliko to približno stane? Danes bi rekel, da je to kar drag posel. Samo kriptovaluto lansirati oziroma da začne obratovati niti ni tako drago. V bistvu je da vzdrževati drago. Kaj je pa razlika med kovanci, se pravi coins, in pa žetoni, tokens? Coini oziroma altcoini, se pravi Bitcoin je bil prvi. Coini, altcoini, kaj je sploh tukaj razlika? Bitcoin je bil prvi, ne? Bitcoin je bila prva kriptovaluta, prvi blockchain, potem mu je sledil Litecoin. Kaj je razlika med njima dvema? Za potrebovanje transakcij in delovanje mreža v bistvu imate drugačna matematična pravila in tudi drugačen algoritem za rudarjenje in doseganje konsenza. Če gremo zdaj nazaj malo na razliko med kovancem pa med žetonom. Coin oziroma altcoin oziroma kriptokovanec ima svojo verigo blokov in svoja pravila igre v tem matematičnem kriptografskem mrežu. Kriptožeton je pa v bistvu samo programska koda, ki dejansko počiva na nekem drugem blockchainu. Sprav v primeru teh žetonov, ki jih imamo zdaj v medijih in posod, to so vsi žetoni kreirani na Ethereum mrežu. Sprav, Ethereum ima svojo verigo blokov, v blok transakcij pa lahko ustaviš neko inteligentne vrstice, ki pravijo ime coinu, tokenu je Tina, zaloga je taka in tako naprej in tako naprej. Trenutni denar oziroma fiat valute, kakor ste prej rekel, se pravi evro, dolarji, se natisnejo oziroma izdajo strani centralnih bank, če prav razumem. Ja, tako je. Nekdo tam sedi na nekem stolčku, ponavadi pride neka potreba po novem denarju, modi si za kakšno posojilo,
za kakšno investicijo, karkoli. In nekako centralni izdajatelj dobi to potrebo in se potem posvetujejo in nekdo natipka neko enko na enem računalniku, pritisne enter in se izdajo te digitalni evri. Potem gre pa verjetno nekaj tega tudi v stisk in v samo fizično obliko. Ampak kot smo rekli... Se pravi, se tudi tam izdajo digitalni evri? Tako. Pa gre določen... Ok, zanimivo. Kako je pa to v kriptosvetu? V kriptosvetu pa ni tega enter tipke pa enke. Ko kriptovaluta enkrat začne funkcionirati, ima že od tistega trenutka naprej stroga matematična pravila, ki jih je zastavil razvijalec oziroma kreator. In čez ta pravila se enostavno gledati. Lahko se sicer v daljšem obdobju kriptovaluti zgodi, da ko skupnost zraste okoli tega ekosistema, sprav, da za primer 1000 ljudi uporablja neko kriptovaluto in potem razvijalec reče, nekaj bi spremenili. In v tem primeru se mu lahko 500 od 1000 ljudi reče, mi se pa s temi pravili ne strinjamo in gremo po starih pravilih naprej. Medtem ko ostala polovica pa kreatorju sledi, saj je v končni fazi on tisto gonilo razvoja za kriptovaluto. In takrat pride do forka. To je pa tudi neka beseda, ki jo zdaj že veliko poslušamo. Fork? Priznam, da to prvič slišam. Ja, to je v bistvu... Se pravi, da se razdvoji... Tako, nekdo se odloči, da bo v eni točki časa rekel, tole je do zdaj na Bitcoinu mrežu bilo, ampak od te točke naprej gremo po svoji cesti. Imamo knjižica, sem že neko primerjavo naredil, kako bi to izgledala kot neka cesta, po kateri se vozijo vsi ti kriptouporabniki. In v eni fazi nastane nov avto, ki gre po svoji cesti, servisno knjižico si pa do tiste točke oba avta delita, s tem, da fork kovanec ima nek aneks zraven knjižice. Aha, razumem. Vse pogosteje slišimo besedo ICO oziroma ICO, ICO, kakorkoli. Čeprav razumem, je to neke vrste predprodaja kovancev. Tako, delno ja, delno ne. ICO izraz v bistvu izhaja iz IPOT-a, se pravi, to so bili tisti iz časa delnic, iz sveta delnic, initial public offeringi, se pravi, prva javna ponudba delnic nečesa, nekega podjetja. To je ono, ko so včasih vsi v vrstah stali in čakali. Tako je. ICO-ti so pa zdaj šli, zdaj, ko se je pa ta kriptosvet pojavil, je pa to v bistvu nek dober način za svoj startup sfinancirati. Se pravi, imaš neko poslovno idejo, ki mogoče ima povezavo z blockchain tehnologijo ali pa ne, je pa zadeva dobra, ker lahko zbiraš v bistvu sredstva iz celotnega planeta, ne samo iz tiste male izbrane akreditirani investitorji, ki ponovadi itak želijo 50% tvojega podjetja v štartu. Zdaj, ena podjetja dejansko obljubljajo nekaj v zameno, ena podjetja celo obljubljajo neko vrednost, v resnici ne more, to je odprti trg. Sprav, jaz nekako, ko me človek vpraša, v ta ICO sploh karkoli dati ali ne, a je dober ali ne dober. Ja, če je varno vlagati, ne? V bistvu tukaj varno vlagati je predvsem na strani uporabnika. Varna naložba pomeni, da si ti varno poskrbel, zato da bojo sredstva tja šla in da jih boš tudi nazaj dobil in da bojo ven navarnen. Jaz predlagam ljudem, da tisti, ki se dejansko razmišljajo, da bi investirali v nek ICO, da mogoče najprej pogledajo projekt, ali je njim zanimiv, ali je ideologija v zadnji, ali se najdejo nekako kot en del te zgodbe. In če se najdeš v zgodbi, potem je vrednost tega ICO žetona, ko bo izdan pa na odprtem trgu trgovan, nerelevantna, ker imaš neko interno zadovoljstvo, da si podprl izgradnjo nekega, če pa nekaj bo od tega za denarnico, pa tudi v redu. Ko to bariero premagaš, je bistveno lažje investirati v ICO svet. Ampak nas je zelo malo takih, ki ideološko gledamo na take stvari. Večinoma je tukaj bolj želja po zaslužku. Ja, jaz se strinjam s tabo. Zdaj pa blockchain. Kaj je veriga blokov oziroma blockchain? Jaz osebno, ko slišam besedno zvezo veriga blokov, jaz si predstavljam neko blokovsko naselje. Ja, tudi jaz sem se malo pohecal, ko smo iskali uradne prevode za blockchain, je bila tehnologija veriženja blokov in ko sem to besedo prvi slišal, sem tudi jaz letel pred en blok in gledal, če je kakšna ketna, ki povezuje tega bloka, pa te ketne žal ni bilo. Blockchain sam pri sebi ni nič posebnega, v pravici povedano. To je v bistvu glavna knjiga. Glavne knjige obstajajo že od prazgodovinskih časov. Samo so včasih bili to kamnite tableti, ki so ljudje s kladivčkom tolkli gor in zapisovali,
Pol so se že papirusi pojavili, so se na papir pisale, pol so ratale bančne knjižice, čekovne knjižice, in je bilo to vse lepo dokumentirano, pa pretipkano nek računalnik. Kaj pa blockchain je pa zdaj v bistvu to razpršena glavna knjiga vseh transakcij. Sprav, to je ledger. Ne? Ledger beseda je že stara stotine let. Zdaj pa, kje je pa inovacija tukaj? Da imamo prvič v zgodovini obstoja človeštva univerzalno javno glavno knjigo, v katero lahko vsak pogleda, samo dostop do interneta moraš imeti. Pa noben ti ne more preprečiti, da si naložiš na tvoj računalnik kopijo te glavne knjige. Pa še največja prednost je, da je to razpršena glavna knjiga na 10.000 računalnikih po svetu. Okay. To bi bilo. Pa najbrž ena izmed glavnih prednosti je tudi to, da je zastonj, mislim. Ne. Tako, brezplačna je. Kot sem povedal, ja. samo dostop do interneta, računalnik in lahko dejansko že imaš vpogled v vse tekoče račune na omrežju, recimo Bitcoin, kaj se z njimi dogaja, kam grejo transakcije, iz kje so prihajale. Te naslovi so sicer na te glavne knjigi so psevdonimni, ampak bolj, ko gremo v prihodnost, bolj je ta glavna knjiga se bo pokazala, da je v bistvu popolnoma sledljiva, popolnoma transparentna. Pa kaj je pa zelo velik, še en velik podarek, ki mogo dati. V konkretnem primeru Bitcoina. Bitcoin, glavna knjiga je zdaj stara že 9 let plus. Nikoli ni bila zlorabljena v takem smislu, da bi nekdo za nazaj šel nekaj popravljati. Ker je absolutno nemogoče popraviti zapis iz katerega nazaj. Kar gre na verigo blokov, je zacementirano tja zavedno. Jure, nekje sem slišala, da so te bloki pri Bitcoinu nekako premajhni. Kako ti misliš, da bo možno rešiti problem teh premajhnih blokov pri Bitcoinu? Ja, ta problem ima sicer dva konca. Eno je tehnološka omejitev 3 transakcij na sekundo pri Bitcoinu in če to zdaj pomnožimo s tistimi 10 minutami, ko se transakcije nabirajo, pač po domače povedano, Bitcoin je ratal prehiter, preveč popularen in je presegel svoje tehnične zmožnosti. Ampak to je nek problem, ki se ga rešuje in vsak problem na tem svetu se najde neka rešitev. Je pa tukaj res tudi ena mogoče manjša overca, pa mogoče niti ni slaba. Skupnost, kriptoskupnost razvijalcev, podpornikov, pač to je zdaj ogromno omrežje ratalo, veliko ljudi se pogovarja o tem, zdaj iščejo rešitve, kako to narediti, kako to pomanjkljivost premagati. In na eni strani so eni strinjajo, da bi mogli ta 1 megabajt velik blok povečati na 8, 16 ali več, eni pa pravijo, da to ni dolgoročna rešitev in da je samo kratkoročni učink, ker bo poplava ljudi prihajala noter v to ekonomijo in bo slej ko prej tudi uni bloki prepolnili. Zato so pač te dvostopen, tehnični izraz v IT svetu je layered solutions. Spravi, ena od rešitev je Lightning omrežje, to je layer 2 rešitev, ki se intenzivno razvija. Te rešitve bodo dejansko rešile problem na tak način, da bo Bitcoin omrežje sposobno procesirati tako veliko količino transakcij, kot ima recimo Visa omrežje. To je pa že astronomsko veliko. In to so tiste rešitve, ki po mojem osebnem mnenju bojo pripeljale nekako ekonomsko enakopravnost tistim 2-3 milijardam ljudi, ki sploh bančnega računa danes nimajo. In jaz sem se zaradi tega tudi v končni fazi s tem tehnologijo začel ukvarjati, ne zato, da bomo čez noč obogatel, ampak zato, da bomo potencialno rešili en velik problem, ki obstaja na svetu. In to je ekonomska nepravičnost. Ravno zadnje sem gledala na Google, sem googlala, koliko ljudi, zdaj se ne spomnim točnih procentov, ampak veliko več ljudi na svetu ima pametni telefon, kakor pa bančni račun, če sem prav razumela. Ja, res je. Mobilni telefoni so izredno dostopni in mislim, da tudi preko teh naprav bojo dosegli to populacijo ljudi, ki dejansko danes nima niti identitete, niti bančnega računa in posledično nima absolutno nobene možnosti sploh sodelovati v globalni ekonomiji. Se strinjam. Pravijo, da bo tehnologija blockchain spremenila svet. Saj ga že. Ga že spreminja. Kako bi to tehnologijo lahko uporabljali na državnem nivoju? Nekje sem zasledila, da bi se dal zemljiške knjige, registre, transport, da bi se vse lahko speljali na blockchain tehnologijo. Ja, sistematsko gledano se že določene rešitve že kažejo oziroma so že v fazi razvoja. Treba se zavedati, da je ta tehnologija 9 let stara. Internet, ko je bil izumljen po 9 letih, praktično ni bil omembe vreden. Je bilo tako kot ena velika šala. Da so sploh izumili internet, se ne vem. Se po pravici zdaj niti ne spomnim. Jaz sama ga imam v mislih od nekje od leta
Od 90 naprej, 2000, ne vem. Takrat je bil recimo v porastu. Ja. Treba se samo zavedati, da po 10 letih od obstoja interneta je šele začel mogoče kazati neke znake konkretnega razvoja. In isto bi rekel, da je danes za Bitcoin. Se pravi, Bitcoin je 9 let star, določene ostale kriptovalute so bistveno mlajše od njega. Jaz pravim temu, da je tako en velik otročiček to, ki zdaj šele prehaja na neko puberteto. In v tej puberteti se pa zdaj razvijajo vse mogočne rešitve, ki bojo ali pa ne bojo pozitivno imeli vpliv na delovanje držav, na avtomatizacijo določenih procesov. V končni fazi se bo blockchain tehnologija nekako gnezdila v vse industrijske panoge v daljšem obdobju, seveda. Primernost rešitev, mogoče zdaj se mogoče malo prehitro kakšne stvari lotevajo iz napačnih zornih kotov, ampak absolutno ja, odgovor za države in upravo in avtomatizacijo državnih procesov definitivno nekje eno vlogo v blockchain svetu ima. Kakšne rešitve, kdo jih bo ponudil na kakšen način, bomo pa še videli v končni fazi. Veliko zelo inteligentnih ljudi dela na teh tehnologijah in mislim, da bomo najdeli rešitve. Se pravi, danes nam nekdo lahko neko hišo 3-krat proda, se pravi eno in isto, najde 3 kupce, 3-krat pobere denar. Če bi bilo to na blockchain tehnologiji, to najbrž ne bi bilo mogoče. Ja, zanimivo je. Ker bi bil zapis, da je bila že prodana. Zanimivo je, da imamo vse te informacijske sisteme, ki nam sledijo lastništvo, tudi med drugimi zemljiško knjigo, vse nekaj elektronsko, da se vse preveriti, pa hkrati do takih zlorab prehaja. Ja. Če bi bila zadeva oziroma neko lastništvo zapisano na verigi blokov in da je ta veriga blokov neoporečna, enostavno vsak novi kupec lahko preveri verodostojnost prodajalca, ali je on res v resnici lastnik. Ok, še eno vprašanje sem imela. Kaj so pametne pogodbe? To ni prav moj področje. To tudi zdaj veliko slišam. Ja, pametne pogodbe izraz se uporablja v asociaciji z Ethereum smart contracti, smart contract je pametna pogodba. Pametnih pogodb na Bitcoinu konkretno ni, neki poskusi so že bili, verjetno v prihodnosti se bo tudi to rešilo. Trenutno je pa pač Ethereum tisto omrežje, ki omogoča, da neko predefinirano inteligentno kodo programsko ustaviš noter v verigo blokov in ona začne samo avtomatsko izvajati to, kar je napisano v teh pravilih. Se pravi, to je pametna pogodba. Pametna pogodba je v bistvu točno ta implementacija neke avtomatizacije v obliki programske kode. In ko enkrat to gre v verigo blokov, se bo ta neko bitje, to že tako, kot neka živa stvar rata. Tam se bo obnašala tako, kot je zapisano in temu ne more noben oporekati. Okay. Zdaj pa mislim, da je čas, da počasi prideva na rudarjenje. Tudi v rudarjenju se zadnje čase veliko govori in če osebno sama prav razumem, je te transakcije v teh verigah blokov, se pravi v blockchainu, lahko potrjujejo samo rudarji. Ali kako? Drži. Kdo so sploh ti rudarji? Ena stvar je zagotovo, ti rudarji niso osebe s krampom, čeladami in se potikajo po jarkih. Rudarji so v bistvu upravitelji, operaterji zmogljivejših računalnikov. V določenih blockchainih tudi farm grafičnih kartic, pravi sklopov grafičnih kartic, nekatere valute tudi z navadnim računalniškim procesorjem, v osebnem računalniku se da rudariti. Rudarji imajo ključno vlogo pri zbiranju vseh transakcij, ki se med bloki, podatkovnimi bloki, dogajajo v mrežu in eden od teh rudarjev, v bistvu vsi tekmujejo med sabo in poslušajo, kaj se dogaja s temi transakcijami in samo eden od njih bo tisti, ki bo prvi naznanil vsem preostalim igralcem, računalnikom v omrežju, da je on zapisal blok transakcij in če se dovolj veliko število omrežja strinja s tem, da je ta blok veljaven in prvi in res pravočasno informira omrežje, potem se dejansko ta zapis, ki ga je rudar ustvaril, replicira na vse računalnike, ki se delujejo v omrežju. Niso pa vse valute rudarske valute. Ker je to relativno energetsko potraten proces, so se pametni umi, kriptografi domislili enega konsensa, ki se mu ne reče proof of work, rudarjev to je delo, je pa proof of stake. Proof of stake je sicer v redu konsensus, ni sicer še na dolgi rok preizkušen, je pa zadeva deluje tako. Tukaj ni grafičnih kartic, ni posebnih računalnikov za rudarjenje, ampak uporabnik, ki ima v lasti
neko količino te kriptovalute in jo ima na denarnici, ki je povezana v to razpršeno omrežje, s tem on jamči, s temi kovanci jamči in pomaga ustvarjati nove bloke. Se pravi, nek deležnik. V prevodu proof of stake pomeni deleženje. Tako da je teža deleženja pomeni, koliko kovancev imaš na denarnici, več kovancev, ki imaš, večje možnosti, da boš premagal konkurenta, ki ima malo manj kovancev. Ok, pa če se še malo osredotoča na rudarjenje, ali vsak izmed nas lahko rudar? Lahko. Se pravi, se jaz lahko danes odločam, da bom kupila 10 zelo, zelo zmogljivih računalnikov, oziroma, če sem te prej prav razumela, je lahko tudi čisto navaden računalnik. Zdaj, če boš kupila za 10 zmogljivejših računalnikov, boš imela neko težo rudarsko v tem. Ampak, ker se dejansko to ustvarjale neke farme teh računalnikov, ne boš imela konkurenčne prednosti. Se pravi, ne bo mogla vedeti transakcije. Če bi s tistimi svojimi, tako rečemo, 10 računalniki poskušala sama tekmovati proti vsem ostalim, bi verjetno samo elektriko metala v kanto. To se dejansko da vse preveriti, koliko moči imaš in proti koliko moči konkuriraš. In če prideš do zaključka, da imaš premalo moči, se je boljš pridružiti nekemu kolektivnemu rudarjenju, to so te rudarski bazeni, kjer mali rudarji z 10 ali 20 računalniki združujejo svojo moč in skupaj so pa pač malo močnejši in se jim lahko večkrat na dan posreči, da so tisti prvi, ki zapišejo transakcijo in dobijo nagrado. Kakšni pa so to centri? Jaz si to sploh osebno ne predstavljam. Kaj to je velika hala računalnikov? Kako to sploh izgleda? V Sloveniji jih imamo? Mislim, da nekaj jih je. Sicer ljudje ne radi govorijo o svojih lokacijah. Tudi na splošno po svetu niso vsi ti rudarski centri nekako izpostavljeni na polno, ker v končni fazi je to industrijska dejavnost in kakšni so malo zadržani glede tega. Drugače pa to v bistvu ne izgleda prav bistveno drugače kot nek podatkovni center od bank, od strežnikov, od spletnih strani. So posebne hale, specifično hlajenje, energetske potrebe so velike, so pa to pač omare, kjer so te namenski računalniki noter. Nekateri imajo sicer malo bolj po kmečko narejeno vse skupaj. Ja, v kakšnih kletnih prostorih, ne? Me pa kar malo stisne, ko vidim kakšno sliko kakšnega hleva, kjer na lesenih policah, v zadnji pa se nekdo rudari, to je zelo požarno, riskantno, zato takih pogledov. Treba je zagotoviti ustrezno zračnost, ustrezno hlajenje in seveda električni kabel, ki pripelješ do svojega rudarja, ne sme rudar pocuzati več elektrike, kakor je tista žica sposobna speljati. Drugače pride lahko do požara. Kakšni so pa zaslužki? To je pač čisto odvisno. Sploh se ne predstavljamo v povprečju. Če ima nekdo 1000 računalnikov. Zdaj, teh 1000 računalnikov bi mogli najprej določiti, koliko računske moči je en računalnik, koliko zmogljiv je en računalnik. In potem bi to pomnožila s 1000 in prišla do neke številke in potem bi videla, kakšna je globalna številka, primer za Bitcoin, kakšna je globalna številka te računske moči in kakšen delež je del tvojih 1000 računalnikov v tem omrežju. In na podlagi tega bi lahko nek izračun naredila, predvidevamo, lahko bi neko predvidevanje naredili, koliko bi potencialno lahko zaslužila. Seveda je tudi veliko odvisno od vrednosti Bitcoina samega, pa od vrednosti elektrike, ki jo plačuješ za te rudarje. Ja, razumem. Kako je pa z rudarjenjem in se pravi z visokimi stroški elektrike? Ne vem, nekje v enem izmed tvojih intervjujev sem zasledila, da bo v prihodnosti moč rudariti tudi na sončno energijo. Že danes lahko rudarijo na sončno energijo. Če imaš doma neko sončno farmo na strehi in ti proizvajala neko električno energijo, se lahko odločiš, ali to energijo uporabiš za svoj dom oziroma za svoj posel, ali jo prodajaš v obstoječe električno omrežje, ali jo pa enostavno pokoristiš za mogoče kakšen poskus profitabilnostne dejavnosti rudarjenja. Definitivno v prihodnosti se bodo te rudarji, učinkovitost teh strojev se bo povečevala, energetska poraba zmanjševala, seveda bodo pa vse smernice nas nekako vodijo v zeleno energijo, energijo sonca, energijo vode, energijo vetra in mislim, da energetika ne bo na dolgi rok problem za naš planet. Zakaj pa Bitcoin vedno težje rudariti? To je eden od pravil tega matematičnega omrežja.
ta težavnost se v bistvu na določeno obdobje preračuna, glede na trenutno stanje v omrežju. Zakaj je pa zmeraj težje rudariti? Ker bi zmeraj več ljudi radi rudarili in se posledično povečuje računska moč in posledično se tudi težavnost temu prilagodi na specifično obdobje. Jure, ljudje velikokrat nimamo zaupanja v kriptovalute, ker jih preprosto ne razumemo. Sama sem prepričana, v bistvu, da nas večina ne razume niti bančnega sistema, ampak mu vseeno slepo zaupamo. Zakaj je to tako? Je to nek čredni nagon ali zaradi tega, ker je to edina izbira? Verjetno, da je to, ja. Da do zdaj je do nastanka kriptovalut dejansko sploh izbire ni bilo. Ja, dejansko je čredni nagon, zaupanje v družbeno strukturo, hierarhijo oblasti, moči. Tako da ja, slepo verjamemo ves čas papirju, fiat denarju in vsem tem sistemom v ozadju, ki so v bistvu zelo kompleksni, pa se nikoli noben vpraša, kako delujejo. Tako, kot me nikoli ni vprašal 20 let, kaj se dogaja, ko plastično kartico vtakneš v bankomatu, tipkaš PIN in čudežni papir vam pride. Tega ni nikoli noben vprašal, enostavno bankomat je tam, vse to je njegova naloga. Tako da... Meni je bilo zelo zanimivo, ker v bistvu, dokler se nisem začela poglabljati v ta svet kriptovalut, se nikoli nisem vprašala, da v bistvu v rokah držim kos papirja, ki ne bi bil nekaj vreden, oziroma je nekaj vreden. Potem pa mi je prijatelj nekoč rekel, da ne vem, leta 1973 so vam prišle kartice, če sem si prav zapomnila, denarske kartice. In v bistvu, koliko težko nalogo sem imela takrat, ko sem mogla neki prodajalki razložiti, da bo nekdo prišel s kosom plastike in bo potegnil oziroma plačal in dejansko denarja takrat sploh še ne bo na računu, ampak načeloma pride šele čez neke 3 dni. Tako da v bistvu je samo vse stvar dojemanja. Ja, res je. Celoten bančni sistem, SEPA plačilno omrežje, to so v bistvu neke vrste SMS sporočila, ki si jih stroji med sabo podajajo. Te prenosi so v bistvu instant. Tudi jaz se že ves čas sprašujem, zakaj pol traja 2, 3, 4, 5 dni, zakaj kreditne kartice, zakaj se procesirajo. Če je vse takoj, informacija je digitalna v tistem trenutku in je takoj prenošena na drugo točko. Bi mogoče en del tega bi mogoče pripisal malo celo varnostnih mehanizmov. Recimo kreditne kartice so veliko zlorabljene, zdaj pa še posebej veliko se piše o tem, da je mogoče to neke vrste tudi varnostni mehanizem, da če pride do odtujitve kreditne kartice, da je nek razumen rok, kjer se lahko človek, joj, ukradli so mi, to pa nisem jaz plačeval. Na drugi strani se pa tudi sprašujemo zdaj, ali mogoče ta denar je sploh naš, če ga imamo, pa ga poskušamo zapravljati, pa vse nekaj traja, nekdo mora vseeno odobriti. Takrat se začnemo sprašovati, ali denar, ki ga imamo na računu, sploh je naš, noben ni prebral niti pogodb po banki, ki piše, da dejansko je denar hramba pri njih, mi samo prosimo za dovoljenje. Pri kriptovalutah pa ne prosiš nikogar. Kriptovalute, kot sem prej že omenil, so neke vrste internet sefov. Internet sefov? Internet sefov. Vsebine so javne, ne ve se čisto za vsak sef, čigav je. Samo tisti, ki ima ključ od sefa, lahko odpre vsebino in prenese v drug sef. In zato ne rabimo vprašati nobenega. Važno je samo, da imaš ključ od tega sefa. Jure, pa je kriptosvet nekemu laiku sploh lahko kdaj popolnoma razumljiv? Ali se moramo navaditi, da nekatere stvari v življenju preprosto ne razumemo, oziroma da nam niso jasne? Ker če tako pomislimo, tudi MMS-a, ali pa Bluetootha, ali pa interneta, kdo ga pa razume, kako deluje, pa ga vseeno vsi suvereno uporabljamo. Ja, to je v tehnološkem svetu v bistvu nekaj, kar tudi jaz sprašujem vedno. Za določene stvari so nam enostavno samoumevne, nam je samoumevno, da nam internet dela, da nam Google odpre in da najdemo informacije. Nikoli se ne sprašujemo dejansko, kako v ozadju te stvari delujejo. Zdaj, kakšne izjeme si vzamejo, kakšen čas pa si malo preberejo o temu, pa če niso tehnično pismeni, kar hitro upa na tem branjem, ker je pač strokovna literatura, te kompleksni informacijski sistemi so zelo kompleksni. In za končni fazi mi računalničarji jih razumemo zato, ker je to naš poklic. Ne mislim, da se ne smejo ljudje enostavno spotikati vsako tehnično drobovje, vsake posamezne tehnološke inovacije. In to spada absolutno tudi Bitcoin in blockchain tehnologija v to. Naloga nas računalničarjev v končni fazi je, da vam omogočimo preprost način uporabe tega. Ne rabite vedno razumeti vsega, kar je v ozadju.
Ampak zakaj se potem ljudje to k temu upirajo, če dejansko mogoče bi bilo to boljše za vse? Zakaj je nek odpor do kriptovalut? Mogoče smo bitja navade in ker je ta navada Se pravi, ko človeku denarja. posežeš v neke že ustaljene navade, tradicijo, ga v bistvu zmedeš. Ne? Tako. Hkrati učimo v bistvu vsi svoje otroke, da je sprememba edina konstanta v življenju, pa pride do neke take spremembe, Se kjer je pa treba malo vsi strašimo, ne? glavo uporabiti ali pa razmisliti o prihodnosti, v katero gre svet, se pa vsi ustrašimo. Smo pa nažalost tudi vsi preobremenjeni z ogromno enimi brezveznimi To se stvarmi pa v življenju strinjam, ja. in potem težko najdemo čas tudi za razumevanje, za izobraževanje in za nove nauke. Ja. Ali so očitki, da je kriptosvet idealen za kriminalno podzemlje oziroma črn denar upravičeni? Absolutno ne. Prav študija je bila izdana par dni nazaj iz strani ene največje analitičnega podjetja, ki je na bazo, mislim, da v Ameriki, je naredila prav študijo iz leta 2013-2016. Oni so po domač povedano to javno omrežje transakcij ves čas nadzirali in poskušali povezovati naslove, kdo je s kom. In so prišli do zaključka, da samo 1% vseh poslov na kriptografskem omrežju Bitcoina se lahko povežejo z nekimi nečednimi posli, bi se tako rekli. Medtem ko smo pa poslušali na drugi strani 2 leti, da je pa to uporabljajo samo dragoraši, kriminalci, teroristi in pralci denarja in podobno. Medtem ko profesionalna študija je pokazala popolno nasprotje. Tako. Ok, zdaj pa mogoče še malo o Bitcoinu. Bitcoin je najbolj znana kriptovaluta, prva kriptovaluta. Nekje sem prebrala, da Satoshi Nakamoto, se pravi ta neznani japonski izumitelj Bitcoina, nikoli ni imel namena iznajti valuto. Temveč kaj? V bistvu je ustvaril peer-to-peer decentralizirano kriptografsko omrežje. Denar oziroma prenos vrednosti je samo njegov prvi use case oziroma prvi primer uporabe. Kaj vse se bo razvilo iz tega, tudi Satoshi verjetno ni vedel, niti ne ve danes. Kdo je Satoshi, ali je sploh Japonec, ali je sploh končni fant? Kar se mene tiče, si lahko ti Satoshi Nakamoto. Mogoče. Ugiba se, ja, ves čas se išče ta odgovor na to vprašanje, ali odgovor na to vprašanje je nepomembno. Ampak meni je to vse zanimivo. Zakaj se ne ve, kdo je? Ali je sploh živ, ne vem, zadnjič sem gledala nek dokumentarc o Bitcoinu, pa se je govoril, kdo ne bi bil ta Satoshi, ampak to najbrž je vse pač stvar. Največja verjetnost je, da je to skupina kriptografov oziroma strokovnjakov iz tega področja, ampak na koncu dneva je vse ugibanje. Nekateri pravijo, da je to Halfini, nekateri pravijo, da je to, zdaj se že nekaj govori, da je to mogoče ta agencija za NSA naredila, za nadzor financ, eni pravijo, da Satoshi pomeni Samsung, Toshiba in tako naprej. Skratka, teorija od A do Ž, nič oprijemljivega, v končni fazi, tako kot sem rekel. Ti si lahko Satoshi in... Saj sem. Ja. Aha, ja, okej. Ampak, ne vem, če bi bila jaz ta Satoshi, bi šla na sredino sveta in vsem povedala, da sem izumila kriptovalute, blockchain, kakorkoli. Zakaj se ta človek skriva, oziroma ta grupa ljudi? Zdaj Satoshi oziroma on plus še nekdo so bili prvi rudarji. Takrat rudarjenja ni bilo v podatkovnih centrih, mega hangarjih in podobno, tak mega posel. Takrat se je to delalo lahko na navadnem računalniku za 200 evrov, ki ga kupaš v vsaki trgovinci. In Satoshi je dejansko zgodnji adopterji in skupaj s Satoshijem so narudarili kar precej teh kovancev. Aha, se pravi, so zelo izredno bogati ljudje. V teoriji, ker te kovanci tam mirujejo ves čas in to se lahko dejansko preveri, ali so Satoshijevi kovanci nedotaknjeni ali niso. Eni celo gibajo, da dejansko do teh kovancev sploh ni več dostopa. Da nihče, niti Satoshi sam, mogoče niti sploh vedel, do kam bo to prišlo. In takrat se ni noben ukvarjal z varnostnimi kopijami nekih številk na enoračunalniškem programu, ki je bil še v razvoju in mogoče... Da je žena kaj pospravljala, pa mu je kaj tako, ja, ali pa enostavno na računalnik crknil in je šel na odpad, tako kot gre vsak drug računalnik, ki ga nekako pripeljamo do konca življenja. Bitcoin je prisoten že skoraj 10 let.
Kje vse je možno plačevati s kriptovalutami? Drži. Ravno pred kratkim je Bitcoin imel svoj 9. rojstni dan, od 9. obletnica Genesis bloka, oziroma tistega prvega bloka, ki je omrežje začel delati. Plačuje se lahko že kar na nekih koncih. Se pa trenutno zaradi teh tehničnih omejitev, ki so jih danes že omenila, nekako ne kaže trenutno kot najbolj idealno plačilno sredstvo. Ker so pač provizije enostavno, če želiš za transakcije tako naprej, je včasih treba mičkam več plačati. Ne? In si nekako ne predstavljam kupiti v neki trgovini izdelek za 10 evrov, pa zato plačati 13 evrov provizije. Ja. Če bi mogel pa plačati podizvajalca na drugem koncu planeta, se je pa smiselno plačati 13 evrov, zato da 1000 evrov plačo nakažeš nekomu na drugem koncu sveta in je čez 30 minut denar tam. Pa drži, da je možno samo 5 transakcij na sekundo pri Bitcoinu? 3 transakcije na sekundo. 3 transakcije. Tako. Pa se bo tukaj spremenilo, se bo sploh Bitcoin lahko uveljavil kot plačilno sredstvo? Trenutno se kaže bolj kot hranilec vrednosti. Hranilec vrednosti. Tako, rečemo neko verzija digitalnega zlata. Eni ljudje malo špekulirajo z njim, eni ljudje ga hranijo tako kot zlato, kot neko varno naložbo, v primeru finančne krize ali kaj podobnega. Se pa definitivno razvijajo, tako kot sem že prej omenil, na nekem višjem nivoju layer 2, so rešitve, ki bodo dobesedno to tehnično omejitev pozabili bomo na to tehnično omejitev. Kot sem rekel, rešitve v pravo smer bo lahko to omrežje pa konkurenčno največjim finančnim omrežjem na svetu. Takrat to bojo pol mikroplačila mogoče, stroji se bojo lahko pogovarjali med sabo. Ja, sliši se smešno zdaj, ko rečem stroj se bo pogovarjal s strojem, ampak glede na to, da pameten hladilnik lahko že kupimo, kak si predstavljamo lahko, da v obdobju 5-10 let bo ta hladilnik lahko toasterju plačal, da se razumeva, malo znanstveno fantastike, ampak svet se avtomatizira in tudi naša mala gospodinstva bodo del te avtomatizacije. Pa še mogoče par besed o spletnih denarnicah. Kam sploh grem, da si naredim spletno denarnico? No, to je zelo pomembno vprašanje. Ločimo različne vrste denarnic, predvsem tudi glede na višino sredstev, ki jih uporabnik želi gor imeti, namen pridobitve Bitcoina, na primer, pa bom šel kar korak po koraku. Denarnica, prava Bitcoin denarnica je tista denarnica, ki si jo namestiš na računalnik in se poveže v omrežje in prenese celotno glavno knjigo vseh transakcij. To je ta prva denarnica, ki se je nekako uporablja. Katero ti uporabljaš, ker najbrž teh spletnih strani je več? Vsega pomalo v bistvu. Se pravi še razprašeno. Tako, zakaj pa ne bi jaz absolutno tebi svetoval te prve denarnice? Ker boš mogla dejansko dohiteti, tvoj računalnik bo mogel dohiteti celotno omrežje. Spravi, vseh teh 9 let, vse te transakcije, ta glavna knjiga se mora najprej prenesti tudi kopija k tebi na tvoj računalnik, predno sploh lahko začneš uporabljati to denarnico. Tako da ta glih ni prijazna za uporabnika. Ta je prijazna za razvijalce, ki svoje storitve, svoj poslovni model gradijo okoli tega Bitcoin omrežja. Za uporabnico, kot si ti, imamo na voljo preprosto mobilno aplikacijo, ki je v bistvu lahka denarnica. Ampak to velja samo za Bitcoin, ne? Velja v bistvu praktično za kjerkoli kriptovaluto. Ker ti na ta aplikacija ne bo treba čakati, da dohiteš celotno zgodovino, ker se bo tvoj program, tvoja aplikacija povezana na nek strežnik, nekega ponudnika, kjer boš dejansko potrebovala samo vprašati, tole je moj naslov, ali lahko pogledaš, prosim, kakšno je stanje na tem naslovu. In boš in temu primerno dobila informacijo, da imaš en Bitcoin. Zdaj pa ta pomembno del te denarnice. Prava Bitcoin denarnica je tista, ki jo ob prvem zagonu, ki te pozove, da si zapišeš privatni ključ, oziroma, da so se zadeve poenostavile, so to neke SID besede. Spravi, to so tiste poglavitne besede, ki v bistvu ščitijo tvoj privatni ključ od tvoje kriptovalute. Če te denarnica ne vpraša po zapisu teh besed, v bistvu niti pol ne gre za denarnico, ampak gre za storitev. Tukaj smo pa zdaj potem na denarnicah, kjer se ti kot Tina registriraš z e-mailom, geslom, mogoče še kakšna dodatna PIN koda in nakažeš svoje bitcoine nekemu ponudniku. Spravi, to ponudnik denarnice. To je dosti podobno kot pri banki. Spravi, ti si registriran uporabnik in imaš dostop do svojih sredstev, ampak je pa zelo pomembno, da se zavedaš, da v primeru prve denarnice
ti razpolagaš s svojimi sredstvi, Tako, kar ti želiš, ja. v primeru storitve denarnice, pa prosiš, ali ti jih lahko Ja. pošljejo tja pa tja. Ok, Tako da, razumem. to so dve najbolj popularne oblike denarnic. Potem imamo pa še za ljudi, ki imajo pa že pač nekaj sredstev v tej kriptoekonomiji, mogoče 1000 evrov ali več. Tisti ljudje je pa že pametno, da se da naložbo v kakšno malo bolj konkretno varnostno rešitev za zaščito teh ključev. To so pa te strojne denarnice, so zelo popularne ratale, taki mali USB ključki, ki oni fizično varujejo tiste ključe od teh internetnih sefov. Ja. Ne gre nikoli ta ključ dol iz tega ključka. In to je tisto, kar uporabnik mora vedeti, da je pomembno varnost teh ključev. Lahko so pa te ključi tudi na listku papirja. Ja. Ja, Tako. to je res. Slišimo tudi veliko o teh hekerskih vdorih, pa phishing straneh, pa to mogoče še beseda o tem. Ja, to je ena velika nadloga v kriptosvetu. Pa če damo za najbolj popularen primer phishinga, Ethereum je zelo popularen, kot so jih prej omenjala, delujejo so gor na v bistvu Ethereum omrežju. Ja. In najbolj popularna spletna denarnica je MyEtherWallet. Ja. Ampak ta MyEtherWallet je v bistvu To pozorno poslušajte, ker je zelo pomembno. Tako. Treba se zavedati, da storitev, da MyEtherWallet ni denarnica, ni banka, to je samo spletni portal, ki nudi uporabniku interakcijo z Ethereum omrežjem. Ampak ta spletni portal obstaja samo na enem spletnem naslovu. Tako. In to je myetherwallet.com. Kaj je pa phishing? Phishing pa pomeni, da te nekdo poskuša na tak ali drugačen način, ponavadi je to v obliki plačanih oglasov na Googlu, na Facebooku, poskuša prilisičiti, da klikneš na tisto povezavo in te odpelje na dokaj podobno spletno domeno, ki je mogoče ima neko eno tiskarsko napako noter. Ja. Namesto Namesto dveh T-jev je samo en T, Točno pa tako. mogoče tega tako ne opaziš. Stran izgleda pa praktično identično kot original, oziroma tista verodostojna. Ja. In če na tisti lažni strani vneseš geslo in datoteko denarnice, svojega Ethereum denarnice, se definitivno naslednjo jutro zbudiš z praznim računom. In tudi taki primeri so že bili v Sloveniji. ne? So. To je samo prejšnji teden, nažalost, sem dobil obvestilo preko zasebnega sporočila od nekoga, kar je enostavno mu čez noč izpuhtelo 50 000. Tako da ja. Kar lahko svetujemo uporabnikom je to, da se dejansko izvirno original stran, kot v tem primeru MyEtherWallet, da med zaznamke, Tako, bližite ja. na namizje in da jo ne iščejo v Googlu in kliknejo na prvi Na glas. napačno. Tako. Ampak non-stop sproti uničujejo te strani, ampak vedno znova naredijo nove, ne? Tako, ker spletne domene so stvar registracije, ta zadeva je lahko registrirana nova, z eno malo popravljeno črko Tako. v par sekundah in je zato oglasi predno, kako bi rekel, ja, gre, ampak v 4 urah na internetu se veliko zgodi. Veliko zgodi. In v teh 4 urah, preden primer Google odstrani škodljiv oglas, v teh 4 urah se je že dosti v končni fazi, da na enega naribarijo. Pa je lahko velika finančna zgodba zaradi tega. Dogaja se pa tudi, da ljudje pozabijo na te svoje spletne denarnice ali pa kode in izgubijo svoj denar zavedno. Prej sem opisal postopek primerne spletne denarnice za Bitcoin za tebe in sem tudi povedal, da je prvi korak ob zagonu te denarnice so neka navodila. Ta navodila so zato tam, da se jih prebere. In tudi tisti gumbek, strinjam se, razumem, nekako potrjuje to, da si dejansko prebral. Ja. Ampak kaj pa na začetku, ko ni bilo še vseh teh opozoril? Najbrž je veliko bitcoinov zavedno izgubljenih, oziroma ljudje nimajo dostopa do svojih bitcoinov. Neka analiza, neuradna, ne moramo jo preveriti, pravi o tem, da je okoli 4 milijone pa pol bitcoinov izgubljenih zavedno. 4 milijone bitcoinov? 4 milijone bitcoinov, ja. Okay. In zato v bistvu te bitcoini so tam na tem internetu sefov, samo ključi so izgubljeni. Vsi lahko gledamo te bitcoine in tam pač so. Nikoli ne bojo zapustili svojega izvornega sefa. Se pravi, ni načina, da se pride do teh bitcoinov? V tem trenutku ne. Okay. Ampak kako to misliš v tem trenutku ne? Ker enkrat, ko bo način, potem bo varnost vsega tega malo bolj ogrožena, ne? Če se bo tehnološki svet začel približevati točki, kjer bi ta enkripcija, ki varuje te ključe,
bila ogrožena, se bo tudi ta omrežje prilagodil in ratov imun na to grožnjo. Tako kot vse grožnje, jih najde se rešitev in varnostno luknjo odpravimo. Ok, pa še mogoče par besed o naložbah. Kaj bi svetoval nekomu, ki šele vstopa v svet kriptovalut in razmišlja o svojem prvem nakupu? Predno se začne razmišljati o nakupu, je treba se zavedati, da, kot smo na začetku povedali, nekako 3 leta, 4 leta v kripto svetu, to je vsakodnevno izobraževanje. Enostavno ne da se v 15 minutah nadoknaditi vse literature, ki smo jo prebrali tisti, ki se že dalj časa vrtimo v tem ekosistemu. Zato je najbolj pomembno za uporabnika, da se ne brezglavo zaletava v nič. Kaj bo kupil, je ta zadnje vprašanje. Da ni nekih impulzivnih nakupov, to je bilo. Absolutno. Se pravi, investirati denar, ki ga lahko izgubiš, izobraževanje vsakodnevno, kolikor bo treba navaditi se Google uporabljati, pa Facebook registrirati, je tudi to neke vrste svoj produkt, ki ga je treba vsaj do ene faze spoznati, spoznavati pasti, koliko sem prej govorila o phishing straneh, se je treba zavedati, da obstaja grožnja, predno se začneš na takih portalih, straneh, borzah, denarnicah igrati za ta pravim denarjem, ker v končni fazi to ta vaš denar in če PIN kodo pa kartico varujemo v žepu, je treba pač isti pristop tudi v kripto svetu. Ampak potem, ko se človek vse odloči za nakup, kakšen je pravzaprav postopek pri nakupu prve kriptovalute? Prvo vprašanje je... Kam sploh grem? Ok, rabim računalnik pa internet. Ok, ali pa mobilni telefon pa internet. Tako. V primeru Bitcoina. Kam bi te konkretno poslal po svoje prve bitcoine, je predvsem odvisno tudi od tega, kako hitro jih želiš dobiti, na kakšen način bi jih rada plačala. In ko to vprašanje odgovoriva, pa če greva recimo v primer gotovino, z gotovino greš lahko do enega od 9 bitcoin bankomatov v Sloveniji, prisloniš denarnico s QR kodo svojega naslova, naprava odčita, vstaviš bankovec in potrdiš oddajo transakcije in čez par minut ti zacingla na telefonu, da je transakcija šla naprej. Sprav, to je prvi primer. Se pravi, meni ni potrebno kupiti enega bitcoina, ampak lahko kupim 0,0001 bitcoina. 8 decimalk. Do 8 decimalk. Do 8 decimalk, tako ja. Tako da te decimalke v bistvu, vse kar je manj kot bitcoin, so poimenovali Satoshi. Tako da ja, to Satoshi Nakamoto. Tako da, če imaš... Kot cent. Ja, tako kot vrste neki centi, samo centi ima samo 2 decimalke. To ima pa 8. Se pravi, koliko je potem najmanjša vrednost, če bi danes kupila najmanjšo enoto bitcoina, koliko bi bilo danes to? Realno v bistvu, če upoštevava, da bitcoin bankomat sprejme bankove za 10 ali 20 evrov, je to ta minimum, petrolovi kuponi so recimo tudi 50 evrov, mislim, da je zdaj najmanjši možen. Tako da temu pomembno. Bančno nakazilo na kakšno menjalnico je pa tako nesmotrno 5 evrov nakazovati na menjalnico. Tako da ponovadi ljudje vsaj za 50 evrov kupijo. Kje pa potem lahko trgujem s temi kriptovalutami? Oziroma, kje jih zamenjam za papirnate valute? To pa absolutno na menjalnicah. Te menjalnice so vse na internetu? Te menjalnice so vse na internetu. Vse pa razlikujejo med sabo. Predvsem o nekako verodostojnosti te menjalnice, pa koliko jim lahko zaupamo. Sprav neka menjalnica, za katero vemo, katera podjetje je v zadnji, ali ima vašno licenco, ima licenco za upravljanje plačilnega prometa v končni fazi. Taki menjalnici bistveno lažje zaupamo kot neki menjalnici, ki je nekje neka podjetje, ki se ga da preveriti ali pa ne, lastnike imamo pa tam samo neke pseudonime. Tistim menjalnicam je treba biti zelo na veliko izognemo, tako da. Niti ne toliko izogibamo, bolj mogoče, da ne poslujemo z preveliko količino denarja na njih. Zdaj, če je nek alternativni kovanec ali nek žeton samo na neki čunga-lunga denarnici, menjalnici, enostavno, če ta kovanec želiš, boš tja mogla poslati nekaj etra, nekaj bitcoinov, ampak je pa priporočilo, da takoj, ko jih tam kupiš, da jih tudi takoj potegneš sebi na svojo lastno denarnico, da jih ne pustiš. To je zelo pomembno, da ljudje vejo, da če želijo varčevati, tako rekoč o tem, da menjalnice niso prostor za njihove varčevanje. To je treba delati na denarnici. Menjalnice so namenjene za trgovce. Pravi, tisti, ki vsakodnevno lovi vzpone in padce, je primoran, da sredstva pušča na menjalnicah.
ampak tudi pametni trgovalci imajo samo delež sredstev na menjalnici. Tisto, kar imajo privarčevano, bi se reklo temu, definitivno imajo v menjalnici. Kaj pa svetuješ ljudem, ki jim vložki v kriptosvet pomenijo nek brezglavi lov na bogastvo? Točno to. Ne vem, sem slišala, da nekateri najemajo celo posojila, prodajajo avto. To najbrž ni glih pametno, ne? Ja, glede na to, da bolj ko opozarjamo, da se za investiranje v kriptosvet ne jemlje posojil, na kateri očitno to kar še počnejo. Mogoče bi mogla midva zdaj začeti govoriti ljudem, da ne to počnejo, pa mogoče potem ne bojo. Tako ljudje, prodajte vse, kar imate in vse vložite v kriptosvet, tako da, bravo. Sprav, to smo zdaj neka obratna psihologija, mogoče bo delovala. Mogoče bo delovala, bomo videli. Jaz bom prvo biti pa na drugi strani yin-yang, pa reči, zdaj pa res, pogled v kamero, za kriptosvet. Tako, posojila v kriptosvetu niso dobrodošla, denar, ki ga lahko pogrešite, gre lahko v Bitcoin, Ether, karkoli že. Absolutno ne kreditov. Tako. Na lestvico najbogatejših Slovencev sta se izstrelila tudi ustanovitelja Bitstampa. Je tudi to en izmed trgovalnih postaj? Mogoče par besedic o njima, tako ker sta vsem omembe vredna. Sicer gospodu Barlaku pa gospodu Koviču ne bi se prav na osebnostni nivo spuščal, ker fanta noban niti ne poznam tako osebno. Nekako smo se spoznali, na katerih področjih celo malo sodelujemo, mogoče v prihodnosti bistveno več. Ja, fanta sta bila takrat pogumna, drzna, videla sta nekaj, kar bo spremenilo svet in sta vztrajala pri temu. Sem prepričan, da so prijatelji od njih ima verjetno govorili, da sta nora, da bo ta šla v zapor in tako naprej. Fanta sta sedela v svoji viziji, postavila najstarejšo menjalnico na svetu. Dejansko je Bitstamp danes najstarejša menjalnica v obstoju in tudi ima nek ugled. Tudi imeli so varnostni incident, ampak so se iz njega uspešno rešili, uporabniki niso bili škodovani. In tako bi rekel, da Bitstamp je praktično edina menjalnica na svetu, ki je preizkus časa dala skozi. Še zmeraj so tu, sicer mogoče razvoj je malo počasnejši, kot pri nekaterih novejših menjalnicah, ampak oni so regulirani, morajo po določenih pravilih igre tudi delovati in se mogoče zato tudi razvoj pri njih malo počasneje dogaja. Je pa zelo dobro, da poudarjam nekaj, kar se dejansko nikjer ne govori. Bitstamp ima več kot 100 zaposlenih. Tega ne ve. Jaz sem fascinanten na tem, da ta tehnologija pa ta ekosistem, da ustvarja delovna mesta, ker ne bi mogli reči glih za... Ja, ljudje bi mislili, da je to vse bolj računalnik. Tako, da tam dva klikata... Trije to tako, v resnici pa 100 ljudi, v resnici se pa zdaj 100 ljudi ukvarja z verifikacijskimi računi. Pa so v Sloveniji ali... Ja, so v Sloveniji. So sicer prisoten, Bitstamp je prisoten v 3 državah, pač kot podružnice, ampak nekako štab je pa v Sloveniji. Pravilno. Torej, tudi Slovenijo je zajela kriptomrzlica. Dostikrat slišim, da smo v samem vrhu sveta, kar se tiče tovrstne tehnologije in kriptovalut. Kako ti vidiš prihodnost na tem področju? Ja, bi rekel, da kar drži to. Glede na to, da smo država z 2 milijona prebivalci, pa da imamo po nekih zadnjih informacijah 30.000 plus aktivnih uporabnikov, je to astronomsko velika številka. Zdaj, iskreno upam, da ni vsa ta mrzlica, da dejansko je samo želja po nekaj hitrem zaslužku, ker jih absolutno ni več. Te časi se mi zdi, da se počasi malo končujejo. Mogoče kakšni inovativni projekti še nudijo kakšno priložnost za hitre donose, ampak te donosi se ponovadi, te trgi se zelo zanimiv način obračajo iz sekunde v sekundo. In priložnost v tem trenutku zdaj je lahko čez eno uro že ni več. Zato pač ljudje ne smejo enostavno samo slediti temu bogatbom, tako, ker ni ne. Pač treba se zavedati, koliko vsake naložbe, da je rizična, v primeru nereguliranega trga, prostega trga je še tako bolj rizična. In to je pomenilo, da se ljudje zavedajo. Na nivoju države, na nivoju naših lokalnih strokovnjakov, razvijancev, se pravi ekip, ki so se zgradile v zadnjih letih, bi rekel, da smo zelo na dobri poti, da postanemo med vodilnimi. Prav vodilni, mislim, da ne bomo smo mogoče Kdo pa bi lahko bil vodilni? Zdaj, nekatere države imajo že celo neke vrste kriptodolino, tudi Švicari imajo že v nekem mestu ZUK. No, to
točno to sem te tudi hotela vprašati. Slišala sem, da obstaja kriptodolina. Jaz kriptodoline v Švici nisem čisto podrobno sledil, kaj se tam pri njih dogaja. Ampak prej se da že, ne vem, davke plačevati s kriptovalutami. To je sicer zelo zanimivo, ne? Ker če davčni organ reče, da lahko za bitcoinom plačaš davke. Si nisem prepričana. No, ja, mislim, da to še ni točno, da na nekem lokalnih nivojih tam so vzpostavljene neke testna okolja, prav na nacionalnem nivoju Švice definitivno, ne. Tako da ja, so pa to dobri začetki, ne, spravi, testiraš v nekem izoliranem okolju, ali se stvar lahko obnese ali ne. In to mislim, da je tudi Slovenija kot majhna država, malo prebivalci, lahko odlično testno okolje za marsikatero inovacijo, ki bo na koncu uporabil cel svet. Iskreno upam, da v to smer gremo in da se bo še naprej aktivno razvijalo na teh tehnologijah pri nas. Okay. Kako je pa kaj s slovenskimi pa tudi evropskimi državnimi regulatorji na tem področju? Regulatorji so zdaj na nogah ves čas. Ravno včeraj se je končal Davos, pa World Economic Forum, mislim, da je bila blockchain pa regulacija bitcoina in podobna sigurno definitivno vroča ta tema. Ja? Normalno, centralne banke in bankirji zmajajo z glavo, ta nereguliran trg je tudi mogoče zaradi tega, ker dejansko je to del tudi nekako ta omrežja kažejo zdaj svetu, da so dejansko te ustanove prav dinozavrske, ne. In da je lahko bistveno hitreje, bolj pošteno, pa bolj učinkovito ta cirkularno gospodarstvo, globalna ekonomija, bistveno drugače lahko, kakor je danes. Predvsem cenejše, ne? Predvsem pa cenejše, tako. Ja. Kako pa je z davki v kriptosvetu? Ja, Slovenija je kar prijazna, kar se tega tiče, oziroma imamo kar jasne smernice. Sicer, kako bi rekel, če si priložnosti trgovalec, spravi, recimo, da si eno leto nazaj kupila za 1000 evrov bitcoina, in recimo na Bitstampu, in si ga tam imela, in ga danes prodaš, in si ga izplačaš na tekoči račun. V tem primeru, če gre za nek normalen manjši znesek, mislim, da ne bo nihče te obremenjeval s tem. Če bi se šlo mogoče za neko večjo naložbo, pol milijona evrov primer, bi definitivno se nekdo spotaknil pri finančni upravi na to in bi ti pač te pozvali po dokazovanju, odkje ta premoženje prišlo, in če bi enostavno jim pokazala, ja, lejte, sem kupila, pa pustila, je to bi verjetno ne bo treba davka plačati. Če bi pa eno leto nazaj kupila za 1000 evrov, in aktivno trgovala in lovila te razlike in ustvarjala v bistvu neke vrste dejavnost, bi te pa obdavčili definitivno 25%. 25%. Tako. Potem so pa na drugi strani še rudari, rudarski dobički so odločljivi. V času prejema kriptovalute, ko rudar prejme kriptovaluto, je dolžan opraviti samo prijavo in odvesti davek glede na tisto vrednost v tistem trenutku, ko je bila kriptovaluta prejeta. Koliko jih to počne, ne vem. Jaz upam, da kakšen je to pošten, pa da to dela. Je pa to težko, to premoženje dokazati zelo težko. Mora pa vsak v končni fazi vedeti, ne, da čim vstopiš v kriptoekonomijo, je dobro imeti dokumentirano celotno pot od začetka do konca. Tudi če trguješ, je dobro te izpiske od loge o trgovanju redno pobirati ven, ker nikoli ne veš, da te revizor obišče in če boš ta dokazila imel, bo verjetno tvoja davčna zgodba se bistveno drugače končala, kakor pa če enostavno ne boš mogel povedati nič o tem, od kje si te kovance dobil. V tem primeru pa lahko sledi tudi 75% obdavčitev. Ker gre za premoženje neznanega izvora in to ni nič novega v našem davčnem sistemu. Če ne moreš dokazati, od kje ti denar, to je pač po domače povedano na polno opaljo. Dobro, kaj pa kriptovalute in Kitajska, Rusija, Amerika, kako pa mogoče še kaj morda še tu nek komentar? V bistvu nič otipljivega, ne. Kaj s Kitajsko, kaj se zdaj dogaja? V bistvu se ne dogaja nič, ne. Razen ena pešica, en kup enih lažnih novic pa dezinformacij. Na eni strani gre cel svet informacija, da bo Kitajci prepovedali rudarjenje, prepovedali trgovanje, zaprli menjalnice, v resnici gre pa samo za regulacijo. Spravi, tisti, ki ne bodo spoštovali nekih pravil osnovnih, ki jih bomo spisali, enostavno ne bodo smeli poslovati. In to je bistvena razlika, ali nekdo reče prepoved, nezakonito je, ali pa mi bomo pač postavili temeljna pravila zaradi zaščite uporabnikov in tako naprej. In to je zdaj trenutno najbolj aktualna zadeva.
Na eni strani nekdo reče prepoved, blokada, zapor, ne vem kaj, kriminalc, na drugi strani se pa pripravlja počasnik regulatorni framework, ki bo mogoče enoten za celoten svet ali samo po posameznih državah. Mislim, da prava regulacijska pot je tako, da se najde neka univerzalna rešitev, ki bo zaveljala za eno enotno pravilo za cel svet. Pa da bo seveda to pravilo tako, da ne bo zdaj praktično uničilo razvoja teh tehnologij, ampak da bo omogočilo, da bojo startupi še naprej delali, menjalnice še vedno trgovale in tako naprej. Kaj pa Rusija? Sem slišala, da je, ne vem, Putin naredil kriptorubel, je to res? V bistvu so se začeli pogovarjati o tem, da bi ga ustvarjali, pa potem je vse utihnilo. Na eni strani so bilo potem spet informacije, da bojo kriminalizirali v celoti kupovanje, trgovanje, posusestovanje, pa se je to tudi izkazalo, da je neresnica. Potem na drugi strani imamo spet določene banke ruske, ki so praktično pokupile en velik delež grafičnih kartic v Rusiji. Kaj z njimi počnejo, ne vem, mogoče nekaj ne izvemo. Hkrati na drugi strani napovedali, kako je blockchain super in kako bojo lahko avtomatizirali, pa poenostavili, pa pocenili določene postopke. Skratka, mnenja se spreminjajo iz meseca v mesec z vsako novico. Čas bo pokazal svoje. Absolutno pa ne smemo verjeti vsaki stvari, ki jo preverjamo, treba je tudi to informacijo preveriti pri različnih vedih. Se lahko strici iz ozadja, kadarkoli odločijo in kriptovalute prepovejo. Ne vem, nekoč sem slišala, da se lahko ves kriptosvet na vse zadnje preseli tudi na satelite. Na satelitih, Bitcoin že na satelitih. Za nakupom par kosov posebne opreme se lahko že dejansko povežeš na satelit in dobiš preko satelita v bistvu kopijo vseh transakcij. Žal sicer to je enosmerna rešitev v tem trenutku, tako da preko tega sistema od transakcije, se pravi nekaj plačati, nekam poslati ne moreš, zato se rabiš mogoče signal mobilnega telefona, Wi-Fi, karkoli. Ampak ja, blockchain je že na satelitu in ga kar lep košček planeta lahko dobi. Se pravi, podatke o transakcijah samih, kar je samo pri sebi že zelo fascinantno in definitivno vesoljni blockchain bo igral neko pomembno vlogo. Da bi prav prepovedali, mislim, da smo že korak krepko čez ta korak šli, ker če se zdaj, so prej rekla, da se veliko dela na regulaciji, regulacija ni prepoved. Regulacija je v velikih pomenih zelo dobra stvar, ker hkrati nudi nek nivo zaščite uporabnikom, se pravi tudi ponudniki storitev, ki operirajo v kriptoekonomiji, bodo mogli izpolnjevati določene pogoje na nivoju varnosti, na nivoju zakonodaje, zato da bomo vsi v končni fazi boljši se počutili, pa se ne bomo več toliko mogoče spraševali, kako vse to deluje, ampak vse za te zakoni pa menemo delno ščitijo. Tako da nekako rečemo temu šerif v Divjem zahodu. Tako, ja. Pa se konec koncev, če ima neki dober vpliv na vse nas, zakaj bi to sploh prepovedali? Ja, res je. Seveda, če grem jaz na Kitajsko, v bistvu, ne vem, zadnjič smo se pogovarjali, da če nekdo iz Avstralije hoče prenakazati denar v Slovenijo, kako res velik strošek je to? Kako velik strošek je? Recimo, če hočem 1000 evrov poslati iz Avstralije v Slovenijo, kakšen strošek je to? Ogromno najbrž. Prav ne bi mogel prav pogledati, ker je verjetno tudi predvsem odvisno od tega, iz katere banke, na katero banko. Ampak potuje, traja 3 dni. Tako, kljub temu, da so prej ugotovila, da je to, ko enkrat gre v mrežje, takoj. Tako da, ja, mislim, z Bitcoinom bi šlo hitreje, pa tudi ceneje. Kljub temu, da so transakcije zelo drage, so pa še zmeraj cenejše, kot pa tistih 80 evrov. Jure, za konec, že dolgo poslušamo, da gre pri vrednostih kriptovalut za napihnen balon, mehurček. Da zaključiva, kakšno je tvoje mnenje glede mehurčkov, pa ne tistih od Otona Župančiča? Balončki so povsod prisotni, v nepremičninskem trgu, v delniškem trgu, balončki so povsod. Se pravi, celotna ekonomija temelji na... Je en velik balon. Tako, v bistvu smo praktično zadolženi, cel svet je zadolžen več, kot smo sposobni, po moje, v 10 življenjih poplačati. Ne bomo se sicer zdaj vprašali, komu smo dolžni to, vse ne, ampak nekomu očitno smo, mogoče nekim
bitjem iz vesolja, vse v končni fazi. Ja, Bitcoin je tudi neke vrste balon, oziroma kaže vse neke znake nekega finančnega balončka. Hkrati je treba se pa zavedati nekaj, da tako veliko ljudi, ki si želi zdaj ta balonček napihovati, jaz ne vidim, da bi se ta balonček nehal napihovati kar v kratkem. Neki analitiki so celo napovedali, da zna pred ultimativnim pokom balončka miniti približno 100 let. Tako da vse pa balončki, poki balončka v Bitcoinu dogajajo večkrat na leto skozi obdobje zadnjih 4 let. Tako, so korekcije. Se pravi, nekako ljudem, ko vstopajo v ta svet, pravijo, pa je padel. Ja, če je zrastel iz 30 na 3000, pa je zdaj 2000, ni padel, ne, samo popravil se je malo. Tako, ja. Jure, najlepša hvala. Odgovoril si mi, pa ne samo meni, tudi gledalcem na ogromno vprašanj, tako da upam, da se še kdaj srečava, do takrat pa veliko sreče. Hvala lepa.